En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, ker ponavadi sem ob četrtkih, zdaj pa jutri je Valentinovo, en čudovit praznik, v četrtek sem na akademiji. Sem se odločila, da danes posnamem, zaradi tega, ker prejšnji teden tudi nisem, pa se mi mogoče zdi kakšna pomembna informacija, pomemben nasvet, da vam ga podelim, zato da res živite srečno in uspešno življenje. In sicer že v samem nagovoru sem napisala, da uspešni ljudje vidijo in verjamejo v to, kar drugi ne. In ponavadi je tako, da se marsikdo loti, marsikdo se odloči, da bo naredil spremembo v svojem življenju in potem se ustraši te spremembe, ker ga ta sprememba, kaj pa če mu ne bo uspelo, kaj bodo pa rekli drugi, pa to je že toliko ljudi to probalo, pa niso uspeli in zaradi tega marsikdo potem ostane tukaj, kjer je. In potem se mogoče sprašuje, kako je možno, da je mojemu sošolcu uspelo, ko sploh ni blestel v šoli ali drugače, kako je moji sošolki uspelo, ko je komi šla iz razreda v razred in tako naprej. In se konstantno sprašujemo, kako drugi, namesto se vprašamo, kaj bi mi lahko naredili. To je razlika, ker oni resnično vztrajni so, verjamejo v to, polno strasti in se lotijo. In jih okolica, seveda jih na nek način boosta. Boosta jih na način, ker želijo se dokazati, še posebej taki, ki jaz sem imela v srednji šoli izziv. To pomeni, ko se želiš potem dokazati nekomu, da res moreš in zato, da rečejo, to je ta potrditev, ko jo rečeš, ko jo dobiš, ko jo potrebuješ od okolice, potrditev, da rečeš, ok, res nekaj veljam. In kakorkoli, če pogledamo, jim dobro uspeva. Uspeva jim zaradi tega, ker se ne ustrašijo in grejo korak naprej. Današnji video je predvsem spodbuda k temu, ne glede na to, ali na osebni poti, ali na poslovni poti, da danes naredite nekaj drugačnega. Verjamite mi, da če sama ne bi verjela, da zmorem, da vidim nekaj več pred sabo in da sledim temu in kljub temu, da je cel kup ovir, cel kup ljudi, ki misli, da ne boš uspel, da ni prav, da uspeš in tako naprej, sem se odločila za ta korak naprej. In jaz sem prepričana, da čisto vsak od nas lahko naredi ta korak. Jaz sem resnično prepričana, da ko se človek enkrat odloči in ko preneha iskati izgovore ali krivce v drugih, vidi malo morje svojih priložnosti. Ko prenehate kazati s prstom na druge, kaj so oni bili odgovorni, kaj bi oni mogli narediti, ker če oni tega ne naredijo, pa vi ne morete narediti. In pa se zacikljate skozi v to zanko, ker pričakujete od nekoga drugega, da bo on nekaj naredil namesto vas. Zdaj vprašanje za vse vas. Čeprav moram biti kratka, rekla sem 10-minutne videe, koliko ocenjujete, da ste uspešni? Enkrat sem še to dala vprašanje, kaj je za koga uspeh? Za nekoga je uspeh to, da ima čudovito družino, da ima notranji mir, da, ne vem, za nekoga je to, da izgleda odlično, za nekoga je to, da ima na TRR-ju toliko in toliko denarja, za nekoga je odlično, ker je prepoznaven in ga cela množica pozna, nekoga je odlično, ker ima produkt, s katerim je olepšal ali olajšal delo toliko in toliko potrošnikom. Kaj je za vas v resnici uspeh? To je prva stvar, na katero lepo prosim, da štartate. Kako vi vidite uspeh? Tudi, ker je dan Valentinov, mogoče še to, da malce vi boste napisali, pa mi boste malo značili, kaj za koga od vas pomeni uspeh, da res vidimo, kako deluje filozofija ljudi, ker danes se govori o uspehu po televiziji, povsem samo takrat, ko ljudje imajo milijone, ko ljudje delajo največje premike, zelo malokrat imamo zgodbe, ko govorijo o teh, kako je nekdo uspešen, zato ker ima čudovito družino, živi na nekem hribčku, lepo raste, to se ne pogovarja, zato ker se to ne bere oziroma se ne gleda. Ampak, ko pa pride do kakršnikoli odločitev, do tega so pa spet novice polne trača, zato ker kot da vidimo ali pa
da sočustvujemo s tem parom. Sam najhuje, kar je, takrat sočustvujemo tudi s seboj. In če smo v vlogi žrtve in vidimo na drugi strani žrtev, reče, vse v redu, le njemu je še hujš. In potem se skozi vrtimo v začaranem krogu. Tako da resno, kaj za vas pomeni uspeh? Kdaj ste res uspešni? Kdaj je tisto, ali pa tako kot reče moj mošana, meni ne pomenijo milijoni na računu, meni pomeni to, da imam lepo družino, da se super mamo, da čutim ljubezen, da sem srečen, da vse, kar počnem, delam s teboj, delam z otroci, da ustvarjam, da njemu to pomeni, nekomu drugemu nekaj drugega, meni spet nekaj drugega, meni je lepo, da imam družino, krasno, ker je to moja vrednota, super se počutim, ampak vseeno mi pa daje uspeh to, ker vidim, koliko duš prebudim ali pa koliko lučk prebudim, da postanejo svetloba, koliko ljudi naredijo napredek, ker s tem tudi vem, da ga delam sama. Tako da, prosim, vsak naj po svoje napiše, kako vidi svoj napredek, kaj je tisto, kar njega hrani. Med tem časom, ko mi boste kaj napisali, pa kaj podali, bom pa povedala, zakaj mislim, da so naprimer dan ljubezni ali Valentinov dan zame pravi prazniki. Jaz bi tudi imela dan hvaležnosti, tako kot imajo v Ameriki, mislim, da imajo Thanksgiving, to bi si zelo, zelo želela. Zakaj? Ker včasih sploh ne vemo, da je to ta prva stvar, ki nas lahko odpre, da lahko potem naslednje dneve vidimo takšne. Se pa zgodi tako, da je dobro, da imamo en tak dan, da nas ta dan spodbudi, da mogoče komu napišemo sporočilo, da mogoče komu pošljemo ljubezen, oziroma tako, da mu samo pošljemo ljubezen, da se spomnimo misel nanj. In jaz povem, da dokler nisem to živela, se še spomnim, da mi je bilo težko rojstni dan praznovati. Ja, praznovala sem ga za druge, ne pa zase. Vedno sem delala tako, da so drugi prišli, pa da so se oni, in ko so se oni imeli fajn, je bil to za mene najboljši rojstni dan. Seveda po 40. letu se je tudi pri meni to spremenilo. Srčno upam, da se pri nekaterih to prej spremeni in da spoznajo, da je predvsem pomembno, kako se oni počutijo. Okay? Tako da jutri vsak od vas lahko ima Valentinov dan. In danes bom skozi mojo sliko to pokazala, kar jo bom nič ni, nekaj boste videli, kaj hočem, da vas malce prebudi. Tako kot za vsako hišo potrebujete načrt. Brez načrta ne morete delati hiše. Ker če ne, ta hiša nastane, da malo tam postav, da malo to narediti, da malo to. Tako so se včasih delale hiške, ampak pol je bilo vse narobe, pa je vse en mogo karkoli arhitekt popraviti ali pa projektant ali pa ne vem kdorkoli. Tako isto se na primer dogaja v poslu. Ne, bom drugače začela. Ko ste začeli hoditi v šolo, niste mogli najprej brati, če se niste naučili črk. In če se niste naučili številk, da ste lahko potem računali. In vse, česar se lotimo na sredini, ne more prinesti dobrih rezultatov. Zato je res najbolj pomembno, da se vedno vsega lotite od začetka. Čisto od začetka. Seveda to ne rabi trajati zdaj 3 leta, da vi naredite začetki. Danes živimo v zelo agilnem svetu, svetu digitala, kjer se stvari zelo hitro vračajo. Ne vem, ena moja super znanka, sestra, ambasadorka, kjer ustvarja startupe, kjer je direktorica podjetniškega inkubatorja, oni v 3 tednih naredijo pri ljudeh take močne premike, da to kar stoji in gledi. En izmed mojih sester, ambasadork, delajo noro hitre, agilne spremembe, zaradi tega, ker trg to potrebuje, ampak v vsakem primeru je potrebno štartati od začetka. Vedno od začetka. In če ne štartamo od začetka, se nam to zgodi, ali pa tako kot ljudje rečejo, kaj dela, zdaj dela pa to. Tudi za mene se to govori, začela kot kelnerca, zdaj pa dela to. Ja, hvala Bogu, da sem začela. Tako sem začela spoštovati delo, tako sem začela spoštovati ljudi, tako sem začela gledati na ljudi pozitivno, tako sem začela ustvarjati prihodke in tako sem rekla, oh my god, kakšen je dan, to pomeni, če je moj dan
pozitivno naravnan, potem se to tudi pozna na rezultatih. In jaz sem prepričana, da mi je natakarstvo, trgovine, to meni, kot sem bila kot prodajalka, trgovka, dalo malo morje teh pogledov v to, da kakšen dan si narediš, takšni bodo vsi ostali tvoji dnevi. Zato je res pomembno, da če želite biti uspešni, je potrebno verjeti v to, tudi če drugi ne verjamejo. Ker zato pa ste uspešni, zato pa oni niso. Ker oni najdejo cel kup ampak, vi pa ne, vi se pa predate temu. In zdaj, ker sem tam, sem rekla, kjero slikico bi vam naredila, pa sem pa eno tako najbolj enostavno slikico naredila, da jo bomo vsi razumeli. Pri določenih stvareh sem jaz v rdečem, to kar piše rdeče. V rdečem piše, ne bo mi uspelo. Naprimer, kje nisem jaz, sem tako, v športu. Napisala sem v knjigo, da do 50. leta bi rada pretekla maraton, seveda ne teh 42 km, 10, 21 in tako naprej, in da grem na Camino. In zdaj me že kar malo stiska, 48 sem stara in zdaj se počasi približuje 50. Ok, za Camino računam, da bom letos šla in da bom letos organizirala en tak odličen dogodek, kar se tiče Camina, medtem ko za tek vedno težko diham. Potem sem Balkanka, vse, kar je bilo hrib, ko so bili prvi hribi, sem se rekla, tule gor pa jaz ne grem. Imela sem pa enega fanta, ki je ful rad hodil v hribe in me je konstantno nekako pošiljal v te hribe in jaz sem vedno rekla, jaz ne morem. No, in isto tako se dogaja pri nas. Zato pravim, da ta slika je tako za osebno področje, kot za poslovno. Drage dame, dragi moški, ker tudi vi mi pišete. Za vsakega na tem planetu obstaja nekdo. Definitivno obstaja, sem potrebno se odpreti. Za vsakega od nas obstaja pot, da ste lahko prijete do uspeha, ampak se je potrebno odpreti. Odpreti za vero, za vztrajnost in odpreti vašo strast. To je tisto želje potem, gorečo željo. In kaj se nam ponavadi zgodi? Vidimo hrib in na tem hribu v poslu, kako je pri meni v poslu. Ko pridem do hriba, pri poslu, rečem, jaz to zmorem. Absolutno, da zmorem. In bolj, ko je zakompliciran, bolj, ko je težji, bolj, ko mi ljudje govorijo, to ne bo šlo, 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 bolj mene busta. In me busta k temu opolnomoča, da vidim, da to zmorem. Zdaj bomo pri športu pogledali. Ko mi nekdo reče, ti zmoreš, ti lahko pretečeš 10 km, jaz rečem, oh my god, najdem 101 razlog. Kaj pa, če so moji kolenčki že toliko pa toliko stari, jaz sem zdaj 48 let, pa zakaj bi jaz to počela, jaz nimam zdaj 40 kil, pa potem se bom gor dol, pa sem... In vedno kaj najdem? Izgovor, to pa meni ne bo uspelo. Ko poslušam moške, ženske, ja, pa kje bom našla moškega, pa ne morem preko spleta, dragi moji, tudi tam nekje do leta 2026, 2027, bom sigurno jaz tudi imela pare. To pomeni, ker bom videla, koliko je takih oseb, ko se zaprejo, pa druga stran se zapre in potem je treba take samo združiti skupaj. Naprimer, isto pri parih, ko reče moški ali pa, kako naj najdem? Zdaj taki, ko so bogati, rečejo, te samo gledajo, koliko imam denarja. Tista, ki je bogata, reče, a zdaj pa naj imam še kakega, ki ga bom pa preživljala. In potem je obratno. Take je reven, razmišlja, kdo bo mene hotel, ko sem reven. In obratno ženska razmišlja, nisem nič naredila v življenju, kdo bo mene hotel. Skozi se vrtijo v tem ciklu, jaz ne zmorem. Meni to ne bo uspelo. Ampak vsakemu od nas lahko uspe. Čisto vsakemu od nas. In če ne morete sami, potrebujete orodja, da to spoznate, kako vam lahko uspe. Resnično in vero v to. Ampak še enkrat, pa vem, da sem že 10-krat, ne kakih 10-krat, 50-krat ponovila. Potrebno se odpreti hvaležnosti, zahvaliti se za to, zjutraj, ko se zbudite, za vsak slikani dan, ko naredite spremembo, ko padete, rečete, sem padel, ampak se znam tudi pobrati nazaj. In vsak dan, ko boste to počeli iz dneva v dan, iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec, iz leta v leto,
bo vaše življenje drugačno. In potem boste že napisali svoj idealni dan, pol boste že napisali svoje idealno leto, pol boste že napisali, pa bo karkoli si boste odločili, boste skreirali in boste se odločili. Tam, kamor boste čas vlagali, tisto želite dobiti izplen. Kaj je za koga izplen? Za nekoga je izplen ljubezen, za nekoga je izplen dober posel, za nekoga je izplen dobro prijateljstvo. Toliko časa, koliko v nekaj vlagamo, toliko časa, in če verjamemo v to, to je potem naš izplen. Zdaj se pa samo odločite, v kaj vlagate. Jaz, če zdaj pogledam iskreno, najmanj časa, v kaj vlagam v prijateljstvo. Zaradi tega, ker vedno nekako povezujem to, da se najdemo podobni ljudje med seboj. In naprimer, začela sem graditi, akademijo in se mi je ena pridružila in druga. In druge pa ženske. In potem med temi ženskami najdem podobne ženske, kot sem sama. In med temi ženskami potem tudi vidim, da obstaja neka harmonija, pogovor, kjer se lahko pogovarjamo o poslu, o tem, o drugim, ker res ne rada se jih pogovarjam o oblekah, zato resnično predlagam. Med njimi je moja nečakinja Nina, moja najboljša nečakinja Nina, vsi tisti, ki porabite ali pa ki investirate, 3 ure, 2 uri v oblačila, da gledate oblačila, da kombinirate pa to je vaš job. Ta hobi je vaš job. Jaz pač to ne počnem, ampak naj vam pa povem, jaz se znam obleči, oblačim se pač po svojem okusu, ampak ko pa grem, kupim pa kupim pa tako za nekaj časa in pol imam. Kar pomeni, tam, kamor vlagate čas in če želite čutiti vrednost, potem prosim, delajte to tako, da jo boste res začutili. In naj se pozna, da vaš hobi tudi predstavlja vaše delo. Ok, in zdaj bom končala. Ker se bliža, ker je jutri Valentinov dan. In v četrtek je pol moja akademija, ker se res veselim srečanja z dragimi damami, ker to je bistvo, povezovanje, sodelovanje, opolnomočenje, to, kar skozi govorimo. Treba je delati na lepšem svetu, lepšem poslovnem svetu. In ko se dela na lepšem poslovnem svetu, se tudi združujejo podobni ljudje med seboj in tudi ljudje več ne gledajo, kdo kaj lahko ima ali pa kdo kaj nima ali pa kaj ima boljše. Zaradi tega, ker vemo, da obilja je za vse dovolj. Vse dovolj toliko, kolikor on zmore to obilje ponovno obračati in vrteti krog. Ok, naslednje srečanje, naslednji video sem želela malce podeliti o predvsem to, kako vidimo vodje, kako vidite svoje partnerje, ker je to čist isti vzorec. Ampak to naj bo za naslednjič. Tako da, jaz vam želim en čudovit večer. Najprej sebi postavite cilj, kaj za vas pomeni uspeh. Ni vedno to, kar gledate samo po televiziji. Prej ste slišali od mojega moža zgodbo, kar sem povedala, kaj je za njega uspeh. Pa sem povedala, moje, napišite sebi. In vse, kar je pomembno, ko enkrat imate napisano, da samo s hvaležnostjo to podpirate, da dajete, ker hvaležnost vam bo dala vero in vztrajnost, seveda pogum, ampak vero, da vam bo strast prebudila, da boste vi verjeli, da boste vedeli, da nikoli ničesar ne začnite na sredini. Ja, hotela sem povedati na sredini, ampak začnite na začetku. Pomeni pri vsakem poslu, začnite na začetku, ne lotite se sredine, začnite na začetku. Zakaj to počnete? Zato skozi ponavljam, ko ljudje grejo z mano na obrede, ko se odločijo iti na obred, meni ni cilj, da grejo na obred. Na obredu razrešujejo svoje podzavestne vzorce, svoje travme iz otroštva od prejšnjih, ampak najprej imajo namero, zato da imajo jasen cilj, da jih že ta cilj vodi k nameri, da bojo to dosegli. In seveda, še za konec, malo EPP-ja, kar je prav, da tudi jaz malo dam EPP-ja. Ker zdaj jaz vedno pravim, dober vodja je tudi dober prodajnik. In jaz to včasih premalokrat rečem. Dragi moški, drage ženske, lansko leto smo izredno veliko lončkov prodali, Skaza Cup Kreator, kar pomeni ljubezni, ki so res, to pomeni narejeni, certifikatom, to pomeni preverjeno, da res, če piješ iz tega lončka, si daješ več ljubezni. In tudi zraven imate afirmacijo, to pomeni pozitivno izjavo, katero govorite,
zato da res lahko začutite to polno ljubezni. Zdaj je čas 8. marca, Valentinov je jutri, tako da zdaj za Valentinovo ne bomo mogli čisto vse dostaviti, čeprav zelo lepo hvala vsem, ki ste kupili, ker vidim, da se lepo prodajajo. Je pa izredno lepo darilo za vse tiste, ki jim želite podariti ljubezen. Se veste, ljubezen ne samo tako, ki čutite hvaležnost. Vse se začne v ljubezni in poskušajte tudi vi kreirati svoj dan v ljubezni, ker boste videli, da bo pozitivno naravnan in predvsem uspešen za vas in za tiste ljudi, s katerimi ste obdani.